Danes se je Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb dobila na nujni seji, na kateri smo obravnavali tudi zadnje zaplete v zvezi z onemogočanjem nadzora na Sovi. Zdaj pa dejstva. Informacija o zaposlitvi NH je prišla iz Sove. Ni druge poti, kot samo te, ker danes se je izkazalo, da poslanci nismo bili o teh zaposlitvah, o teh detaljih obveščeni, preden se je zgodba pojavila v javnosti. Direktor Kozmelj ima dva problema, ki sta povezana z uhajanjem informacij na Sovi. Prvič so informacije iz Sove ušle v primeru Tol, ki še do danes ostaja neraziskano, kako so zadeve se pojavile na komercialni televiziji in odkje so informacije odtekale. Drugo uhajanje se je zgodilo v primeru zaposlitve NH, kjer so informacije odtekle tudi na komercialni spletni portal. Torej, dvoje različnih zadev, ki imata skupno točko to, da gre za uhajanje informacij iz Sove, in tukaj je vsekakor skrb vzbujajoče, ker bi moral najprej direktor Sove pomesti pred lastnim pragom. Komisija je 1.10. nadzor opravila, ni pa ga dokončala. Dokončala ga ni zaradi tega, ker nam je bil onemogočen dostop do dokumentacije. Pomembno je, da je na nenapovedanem nadzoru direktor Kozmelj na nadzor najprej pristal in tudi obljubil dokumentacijo. S tem je torej priznal pristojnost komisije tudi na kadrovskem področju. Na moje veliko presenečenje je potem v naslednjih dneh zavrnil nadzor, kar se mi zdi nesprejemljivo in nedopustno v demokratični in pravni državi, da represiven organ sam odreja, kakšen, kako globok in na kakšen način bo dopustil civilen nadzor. Nedopustno. 25. člen zakona o parlamentarnem nadzoru varnostnih in obveščevalnih služb je zelo jasen in tudi navaja, kdaj nadzorovana služba, v tem primeru Sova, lahko odreče oziroma začasno odloži nadzor. Kdaj lahko v naši komisiji odreče vpogled v dokumentacijo. In v tem 25. členu je taksativno navedeno, da gre za primere, ko bi se razkrila identiteta tajnega sodelavca nadzorovane službe, ne pa zaposlenega. Poudarjam, ko bi se razkrila identiteta tajnega sodelavca. V 25. členu ni taksativno navedeno, da je nedovoljen vpogled naše komisije v kadrovske zadeve. Zagotovo pa ni zakonski razlog za onemogočanje vpogleda strah pred odtekanjem informacij. Gre torej za načelno vprašanje, ali v tej državi še obstaja civilni nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami. Torej gre za načelno vprašanje, ali je Slovenija pravna in demokratična država. V teh dneh smo pridobili pravno mnenje odvetniške pisarne Vrtačnik, ki seveda daje prav komisiji. Prav tako je precej podrobno o naših pristojnostih se razpisal profesor dr. Anže Erbežnik, ki je tudi pritrdil naši komisiji. In tako pravno mnenje odvetniške pisarne Vrtačnik, kot tudi zapis profesor dr. Anžeta Erbežnika bo na voljo in boste lahko v njega vpogledali oziroma ga tudi prejeli. Kot pa je rečeno, oba dva trdita, da je nemogoče opraviti celovit nadzor nad represivnimi organi, če se nam onemogoča tudi nadzorovanje zakonitosti kadrovanja. Če je torej res, kar trdi direktor in predsednik vlade, da je vse okej, potem je temeljno vprašanje, zakaj nam te dokumentacije ne dajo.
če je vse ok, če je vse po predpisih, potem ni nobenega razloga, da se ta dokumentacija skriva pred našo komisijo. Če je vse ok, je tudi zelo nenavadno, da je ekipa direktorja Sove morala po našem nadzoru še 2 uri sedeti v pisarni. Čemu? Če je vse ok. Direktor Sove je v svojem pismu napisal, da niso oni odgovorni za odtekanje informacij, zaradi tega, ker ne bi še po našem nadzoru 2 uri sedeli skupaj na sestanku brez komunikacijskih naprav. Če je vse ok z zaposlitvijo, potem popolnoma, torej ni nobenega razloga, da bi morala neka delovna skupina še 2 uri sedeti in o teh stvareh razglabljati. Če ali ko se bo izkazalo, da morda ni bilo vse ok pri zaposlitvi NH, je poudarek na tem, da to ne bi bilo prvič v zgodovini Sove. Različni inšpekcijski pregledi na Sovi so v preteklosti že pokazali napake, takšne in drugačne pomanjkljivosti pri varnostnem preverjanju, pri izpolnjevanju pogojev in tako naprej. Tako da primer NH naj bi bil prvi takšen primer. Zadeva, ki tukaj postaja problematična, pa je nedoslednosti in laži. Spomnite se zgodovinskega primera. Bill Clinton ni imel težave in ni bil sprožen proti njemu impeachment, ker je imel ljubico, ampak ker je lagal. In zato člani komisije poudarjamo, da če se izkaže, da so bile napake in težave pri zaposlitvi NH, je to napaka, malomarnost, težava, ki se je v Sovi že dogajala. Stvari, ki pa postajajo problematične in so lahko velik mlinski kamen tudi okrog vratu predsednika vlade, pa je krog laži. Dlje kot bo nadzor onemogočen, v večjih težavah bo predsednik vlade. Zakaj? Povedal sem, da te informacije o zaposlitvi NH prihajajo iz Sove. Iz Sove so prišle informacije, da je bila ta NH zaposlena. Tudi ostale podrobnosti so utekale v medije strani Sove, vse v zvezi s to zaposlitvijo. Ker do teh podatkov, ki so se pojavljale v medijih in v javnosti, naša nadzorna komisija niti ni imela ne dostopa, ne priložnosti in možnosti, da bi te stvari videla. Torej, če je vir znotraj Sove lansiral, kaj je bilo narobe s to zaposlitvijo, je seveda imel tudi interes, da ko je naša nadzorna skupina opravila nadzor, da je to informacijo tudi sporočil, ker je hotel potrditev tem stvarem. In dobro bi bilo, da se predsednik vlade zaveda, da ta vir znotraj Sobe natančno ve, kaj je šlo narobe pri zaposlitvi NH, in ko bo primeren trenutek, bo ta vir to tudi uporabil. Morda za lansiranje kakšnega novega političnega obraza, morda za kakšne pomembne spremembe. In zato smo prepričani, da je v interesu predsednika vlade, da je v interesu celotne vlade in tudi v interesu pravne države, da se ta blokada nadzora odpravi in da se ponovno omogoči celovit nadzor Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb nad delom obveščevalnih in varnostnih služb. Obveščam vas še, da je komisija danes sprejela 2 sklepa. Prvi sklep je: komisija meni, da je oviranje postopka nadzora pooblaščene skupine nesprejemljivo. Drugi sklep: komisija izraža pričakovanja, da bo Vlada Republike Slovenije postopala skladno z Zakonom o parlamentarnem nadzoru obveščevalno-varnostnih služb in omogočila komisiji izvedbo njenih nalog.